Dobro jutro, tukaj je Valentin. Ura je 7:20. Danes bom pa govoril o specifičnosti komunikacije. No, ljudje očitno pač ne obvladamo ravno najbolje telepatijo in si zato sporazumevamo z besedami in pa seveda tudi preko neverbalne komunikacije. Pravijo, da tam nekje 80% sporočil izražamo preko telesnih gibov, preko obraznih grimas in samo 20% preko besed. No, potem je tudi seveda pomembno, na kakšen način izgovorimo kakšno besedo, ker besede so lahko v osnovi nosilci informacij, lahko pa tudi vsebujejo energije, torej naše čustvene predsodke, naše čustvene reakcije. In zlasti pri komunikaciji z otroci v prvih mesecih in letih starosti, ko še ne razumejo pomena besed, je ta komunikacija, ta komponenta energetska najbolj pomembna in najbolj intenzivno vpliva na otroke na potem kasnejše življenjsko obdobje. Zato v osnovi priporočam, da se zlasti z otroci komunicira na ta način, da je vibracija besed, izgovorjenih zvokov čustveno stabilna, da vsak komunicira iz notranje trdnosti, stabilnosti, da torej ni nekega povzdigovanja glasu, nekih groženj ali jeze v glasu ali pa celo kakšnega, ali pa tudi kakšnega vzhičenja, ker vse te energije v zvokih, v besedah potem povzročajo tudi energetske reakcije na telesih drugih ljudi, še posebej na otroških. No, potem pa pri sami besedni komunikaciji pa je pomembno vedeti to, da ko govorimo, želimo drugim sporočiti tisto, kar mi mislimo, kar čutimo. Ker pa smo navajeni večinoma komunicirati sami s sabo v našem umu, torej da razmišljamo o stvareh in misli so neke vrste glasu, ki ga pa slišimo samo mi v naši glavi oziroma v našem umu, potem to pride v navado in se običajno ne spomnimo, da tisto, kar mi mislimo, da tega glasu v naši glavi drugi ljudje ne slišijo. In zato pozabljamo na pomembnost glasnega verbalnega izražanja naših misli. In nekako pravijo, da samo okoli 10% tistega, kar komuniciramo, dejansko izrazimo skozi besede. In to pomeni, da je naša komunikacija za 90% premalo učinkovita, glede na to, kakšna bi morala biti, da popolnoma izrazimo vse tisto, kar mislimo, kar čutimo, kar drugemu želimo sporočiti. Pri komunikaciji tudi seveda se dogaja to, da izbiramo besede, da ne bi v drugih povzročili kakšne reakcije, kakšnega odpora, da bi nas sprejeli. In tudi z različnimi ljudmi komuniciramo na različni način. Imamo več osebnosti in smo nekako dvolični. Nismo ena sama oseba, katera bi povsod in vedno z vsem komunicirala enako, ampak se notranje spreminjamo
in zaradi tega potem tudi ne moramo graditi na integriteti, ker integriteta pomeni, da smo integralni, da smo celostni, da smo vedno taki, kot smo, da smo nespremljivi, da smo stabilni. Torej, prvo, kar bi rad predlagal, je to, da smo iskreni v vseh pogledih do drugih ljudi, da ne skrivamo misli, da ne izbiramo med tistim, kar lahko povemo drugim in kar ne smemo povedati drugim, ampak da čim bolj popolno se izražamo. Kajti vsaka misel, ki jo hočemo skriti, je kot da bi na nek način skrili laž pred drugimi, kot da bi se zlagali, ampak to na ta način, da drugi ne bi to izvedeli za našo laž. Ampak kot pravijo, laž ima kratke noge in resnica se slej ko prej izve in v bistvu lahko lažemo samo sami sebi. Laž pa je tudi nekako prepričevanje našega uma, da tisto, kar mi mislimo v našem umu, da nima nobenih posledic na druge. In zato v našem umu marsikaj mislimo, ne govorimo, ampak v resnici tudi tisto, kar mi mislimo, je del nas, je del nas samih in ima posledice na druge, ker se kaže skozi naša dejanja in naše čustvene reakcije in izbruhe jeze in podobno. Torej, v prvi vrsti imejmo čim manj oziroma sploh nobenih misli oziroma skritih misli in komunicirati je potrebno čim bolj natančno, čim bolj specifično, izražati natančne besede, zato da nas potem drugi točno razumejo, da ne pride do nekih nesporazumov, ugibanj, interpretacij in tako naprej. Toliko za enkrat, še več kaj na to temo pa v naslednjih posnetkih. Čao!